Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec. Dober večer, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče. Ana se namerava ločiti, našla je novo službo in stanovanje in od tu naprej spremljamo njeno zgodbo. V zvezi z dokumentacijo sem morala še urediti nekaj stvari v starem podjetju. Srečala sem soproga. Bila je sreda, midva pa se nisva videla od petka. Lastniku podjetja sem sporočila, da odhajam. Prisoten je bil tudi moj šef, ki je igral presenečenje. Kot razlog sem navedla osebne probleme. Lastnik je že nekaj vedel, kaj se je med zaposlenimi že glasno šepetalo o mojem odhodu. Ponudil mi je, da bi odpustil moža, če sem pripravljena ostati. Kar sem, na srečo mojega šefa, zavrnila. Kasneje mi je pojasnil, da je vedel, da potrebujem denar. Poznal pa je tudi finančno situacijo v podjetju, ki je nedolgo zatem bankrotiralo. Zato je poklical nekaj znancev ter se z mojim novim šefom dogovoril za to službo. Pri izhodu me je pričakal mož ter me prosil za pogovor. Sedla sva v bližnji lokal. Kaj počneš? Otroka neprestano sprašujeta po tebi, kdaj boš prišla? Vrni se lepo domov in bomo vse, kar se je zgodilo, pozabili. Otroka me potrebujeta in pogrešata. Kaj pa ti? Čez 20 let, ko bosta otroka odšla po svojih poteh, bom ostala sama s teboj. Ali me ti pogrešaš? Kaj bo z nama? Poročila sva se iz ljubezni in ne samo zaradi otrok. Kje sva v tej zgodbi midva? Začudeno me je gledal, potem pa odgovoril: Kako to misliš, kaj je z nama? Ti si vendar moja žena in se moraš vrniti, da začnemo spet normalno živeti. Do zdaj je bilo vse okej. Ni mi jasno, kaj te je naenkrat prijelo. Imela sva idealen zakon, a ti si ga pokvarila. Nisem se mogla več zadrževati in začela sem govoriti o vsem. O vsem, vse od prvega dne najinega zakona pa do tega dne. Govorila sem o vsem, kar me je bolelo. Ves čas me je molče poslušal ter na koncu dejal: V redu, tako je bilo, kot si dejala. A nič od tega ni tragično, vse to so malenkosti. Ti pripadaš meni in otrokoma, zato se moraš vrniti. Ne, sem dejala glasno. Nisem tvoja lastnina. Otroka pa sta moja. Naslednji konec tedna jih pripelji v park in bosta z mano ves konec tedna. Če želiš, lahko greš z nami, da boš videl, kje stanujem, ter se prepričaš, da imam vse pogoje, ki jih potrebujejo otroci, da lahko ostanejo z mano. Zame je zgodba, imenovana najin zakon, zaključena. Vložila bom zahtevo za ločitev. Tako sta bila že naslednji konec tedna otroka z menoj. Poljubljali in objemali smo se, igrali in jokali. Prvič v življenju sem s svojima otrokoma zaspala v isti posteli. Glavici sta položila na moja ramena ter zaspala vsak na svoji strani. Od sreče sem jokala, ter se nisem niti premaknila, da ju ne bi zbudila. Zjutraj sem zgodaj vstala ter pripravila zajtrk in vsi smo zajtrkovali v postelji. Prvič v življenju sem uživala lepoto resničnega materinstva, brez vsiljenih pravil. Pri novem delodajalcu sem si izgovorila proste vikende, ker sem hotela biti z otrokoma.
Čez teden sem ju klicala vsako popoldne. Po službi sem odhajala naravnost domov. Pripravila sem si hrano ter gledala televizijo. A zvečer? Večer je bil rezerviran za čas moje pobožnosti. Običajnih 5 molitev dnevno nisem molila. Že takrat sem vse, kar me je težilo, izpovedovala Bogu. Dolgo sem mu znala sede pripovedovati. Obračala sem se nanj, kot bi bil z menoj v sobi. Govorila sem sama s seboj. Za vse moje probleme, žalosti in nesreče je izvedel tudi Bog. Dejstvo je, da ko sem tako na glas premišljevala o svojih problemih, mi je vedno od nekod prišla rešitev. Nisem vedela, kaj se dogaja, a vedno je bilo dobro. Kasneje, ko sem srečala Jezusa, mi je dejal, da je bil res z menoj. Me poslušal, previjal rane na mojem srcu, me opogumljal ter mi pomagal. Moj mož je potreboval kar nekaj časa za spoznanje, da nimam več namena za življenje z njim. Ločitveni postopek je trajal mesece. Najprej sva nekajkrat obiskala socialne delavce, ki so naju normalno hoteli najprej pomiriti. Potem so govorili z najinima družinama in prijatelji. V vsem tem se je najbolj proslavila moja mama, ki je dejala, da sem se jaz sama odločila tako, ter da mi oni ne morejo pomagati v ničemer, niti mi ne morejo ponuditi zatočišča, navkljub 2 praznima sobama v stanovanju, kjer sta zdaj živela z očetom. Starša mojega moža, takrat že oba upokojena, sta dejala, da sin živi z njima v obnovljeni hiši, zato sta vztrajala, da otroka ostaneta pri njih. Jaz naj bi bila namreč podnajemnica, ki nima dovolj sredstev za plačilo najemnine in za plačilo vrtca ali osebe, ki naj bi čuvala otroka. Poleg tega pa lastnica stanovanja, kjer sem živela, ni bila pripravljena podpisati sodno overovljene pogodbe o najemu stanovanja, ker bi potem morala plačati davek. Tako nisem imela niti veljavnega naslova bivanja. Dejstvo je bilo, da sta moja nekdanja tast in tašča zares ljubila svoja vnuka, ter jima posvečala zadosti pozornosti. Igrala sta se in uživala z njima. Zato je socialni delavec zaključil, da ima oče boljše in stabilnejše pogoje za življenje otrok kot mati. Morala sem soglašati s predajo skrbništva nad otrokoma, ker mi je mož s tem pogojeval pristanek na sporazumno ločitev. Vedela sem, da bi v nasprotnem primeru prišlo do obtoževanj ter težkih besed ter maščevanja preko otrok, ki bi tako postala le sredstvo za prenašanje bolečine drug drugemu. Tako sem pristala na to, da ob dodatnem dogovoru otroka ostaneta pri očetu. V času tega težkega obdobja ločitvenega postopka, razprave so trajale 4 mesece, se je poslabšalo zdravstveno stanje mojega očeta. Spet je moral v bolnišnico. Tokrat zdravljenja ni bilo treba plačati, ker je prišlo do poslabšanja v postoperativnem postopku. Ugotovljeno je bilo, da prva operacija ni bila opravljena v celoti, zato so ga morali znova operirati. Tako sem bila razdeljena med novo službo, ločitvenim postopkom in očetom v bolnišnici. Na koncu se je vse dobro končalo. Ločitveni postopek je bil končan, le sodišče je še moralo uradno odločiti. Oče si je opomogel in odšel domov, jaz pa sem bila spet nekaj dni v tednu s svojima otrokoma. Bil je konec leta, ki sem ga pričakala v posteli ob gledanju televizije. Spomladi naslednjega leta sem dobila razsodbo sodišča, po kateri je najina zakonska zveza prekinjena. Otroci so dodeljeni očetu, jaz pa sem dolžna kot alimentacijo plačevati pol svojega mesečnega dohodka.
Vendar je moj takrat že nekdanji mož dejal, da ne potrebuje denarja. Toda od mene pričakuje, da enakovredno sodelujem pri plačilu vsega, kar bosta otroka potrebovala. To sem naslednji 2 leti tudi počela. Po najini razvezi so se odnosi z njegovimi starši zelo popravili. Nikoli niso pred otrokoma govorili o meni negativno, pa tudi jaz sem o njiju in njunem očetu govorila vse dobro. Mislim, da je tako najbolje. Dogovorili smo se, da se preko vikendov ne bomo omejevali. Vedno, kadar sem bila prosta, sta bila otroka pri meni. Ravno tako smo se dogovorili, da bomo skupaj skrbeli za otroka. Jima skupaj kupovali obleko, hrano, igračke ter vse ostalo, kar bosta potrebovala. Tako je tudi bilo. Uživala sem v nakupovanju z otrokoma. Včasih sem morala zaradi službe za nekaj dni odpotovati, a sem vedno vedela, kdaj se vračam. Takrat sta prišla otroka za nekaj dni k meni. Občasno smo obiskovali tudi moja starša. Trudili smo se vsak vikend čim več časa preživeti skupaj in uživati. Sodelavci v novem podjetju so bili v redu, pa tudi s sodelavci iz prejšnjega delovnega mesta sem se redno srečevala. Seveda sem se vsaj enkrat mesečno srečala tudi z mojim nekdanjim nadrejenim, s katerim sem se lahko pogovarjala o vsem. Bil je in ostal moj prijatelj. Vendar je že istega leta zapustil podjetje ter odšel k sinu v tujino. Veliko sem delala, zato je za izhode in zabavo ostalo le malo časa. Nisem namreč želela iz ene slabe čustvene zveze preiti takoj v drugo. Včasih sem se s kom dobila in odšla na kavo ali večerjo. V primeru, da sem začutila, da bi odnos lahko prerasel v kaj bolj resnega, sem hitro postala drugačna. Izogibala sem se srečanju s to osebo in igrala slab karakter, samo da bi prekinila zvezo. Moškim nisem zaupala, zato sem uživala, ko sem jih užaljene in razočarane zapuščala. To je bilo moje maščevanje moškemu rodu, ker mi je eden od njih uničil življenje. Konec leta sem začela spet z rednimi izhodi ter se prenehala pogovarjati z Bogom. Po službi sem prihajala domov, nekaj pojedla, nato pa nazaj v družbo. Utrujena sem se vračala pozno ponoči. Prazno srečna. Dobro sem se zabavala in to je bilo vse. Prek vikenda, ko sta bila pri meni otroka, nisem hodila ven. Podnevi smo igrali, sprehajali in kupovali, v delovnih dneh pa sem po pravilu nadaljevala s pohajkovanjem. Spoznala sem nove prijatelje, ki so vedeli, da sem ločena in imam otroka. Takoj moram povedati, da večina moških takoj, ko izvedo, da ste ločeni, vidi v vas le potencialno zabavo za eno noč. Seveda je bilo potrebno kar nekaj časa, da jim dopovem, da v mojem primeru ni ravno tako, vendar pred proslavljanjem novega leta sem srečala nekaj prijateljev, ki sem jih poznala še iz obdobja vojne. Močno sem se jih razveselila, saj so ta vojna prijateljstva bila res nekaj najlepšega, kar sem doživela do tedaj. Dogovorili smo se, da bomo poskušali poiskati še nekatere ljudi, s katerimi bi skupaj pričakali novo leto. Tako se je tudi zgodilo. Bilo nas je 15. 7 moških in 8 žensk. Skupaj smo preživljali vojne dni in zdaj smo srečni obujali spomine na nekatera lepa obdobja tega časa. Se spominjali nam dragih oseb, ki so padle, in velikega števila tistih, ki so šli v tujino. Tam je bil tudi Saša, prijatelj, ki je po vojni vsako leto odhajal za določen čas delati v Švico. Med vojno sva bila prijatelja.
Bil je najboljši prijatelj fanta, s katerim sem bila takrat v zvezi in je leta 1994 padel. Vrnila sem se v te dni. Pogovarjala sva se skoraj vso noč. Njegova zgodba je bila zelo podobna moji. Poročil se je, ter se po nekaj letih ločil. Ima hčerko, ki z nekdanjo ženo živi v tujini. Kot hrvaški državljan, rodil se je v Zagrebu, vendar sta se potem njegova starša, oba Hrvata in katolika, preselila v Bosno in Hercegovino, je delal kot natakar na nekem jezeru, a se je moral začasno vrniti, ker je dobival delovno vizo le za 3 ali 6 mesecev. Zveza z mojim vojnim prijateljem se je začela spontano. Po tem srečanju sva se dogovorila, da se spet srečava na kavi. In tako se je začelo. Imela sva veliko skupnih tem za pogovore. Včasih pa je tudi molk sam povedal zadosti. Kadar ste z osebo, ob kateri se čutite varni, ljubljeni, je dovolj, da spustite glavo na njene rame, zaprete oči in preprosto uživate dane trenutke. Dogajalo se je, da sva v pogovoru v istem trenutku spregovorila iste misli in komentarje. Prvi tedni so bili enostavno sanjski. In tukaj bomo za nocoj naredili piko in se že veselimo nadaljevanja Anine zgodbe. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da nas spremljate. Vabim vas v družbo radijskega romana spet čez teden dni. Za nocoj lahko noč. Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga Ognjišča.